Gremo čisto resno naprej. Gospod Andrej Lah iz podjetja PN za svetovanje in projektiranje nam bo zdaj predstavil potek trase na odseku Šentrupert, Velenje, Slovenj Gradec. Lep pozdrav. Sicer nisem Andrej Jan, sem Cuner iz podjetja PNZ. Tukaj bi sicer bolj ostati Andrej, ampak je mu tudi pač ne predstavljivo obveznosti, tako da je mene prosil, če lahko njegovo predstavitev pravzaprav predstavljam te priložnosti. Prvotni namen je bil sicer predstavitev poteka trase na tem odseku, glede na to, da pa verjetno vsi že kar dobro poznate iz predhodnih predstavitev v vsem tem obdobju. Potek je namen današnje predstavitve pač predstaviti upravičenost izgradnje nove ceste povezave na koridorju severnega dela 3. razvojne osi med Šentrupertom in Slovenj Gradcem. Tako da bomo o tem govorili in slikih ni študije. Predmet investicije je torej izgradnja prometne povezave na odseku od Šentruperta do Slovenj Gradca. Samo območje poteka trase, tudi tehnične karakteristike trase in spremljajočih ureditev določata sprejeti uredbi, ko smo že slišali, bila ena sprejeta v letu 2013 od Velenja do Slovenj Gradca in v letu 2017 od Šentruperta do Velenja. Pač ves čas se v javnosti postavlja vprašanje o upravičenosti in s tem vprašanjem se ukvarja študija, ki poleg finančne upravičenosti ugotavlja ekonomsko upravičenost izgradnje nove ceste ob upoštevanju dolgoročnih širših ekonomskih učinkov. K širšim ekonomskim učinkom je bi namreč v prvi vrsti pozitivno prispevala razvojna os, že pravim razvojna os in pričakujemo pač nekaj okolja oziroma širši učinek. Območje obdelave zajema celotno območje Koroške in Savinjske statistične regije. Za analizo prometnih razmer je bil poleg analize številnih podatkov uporabljen predhodno razvit prometni model severnega dela 3. razvojne osi. Obstoječe prometno omrežje vključuje vse glavne regionalne ceste, pa tudi pomembnejše lokalne ceste, ki se priključujejo na ceste državnega omrežja. Na najbolj obremenjeni cesti prometnega omrežja med Šentrupertom in Velenjem je danes promet nekje okoli 18,000 vozil, na cesti med Velenjem in Slovenj Gradcem približno 12,000 vozil na dan. Na te sliki so prikazane prometne obremenitve za leto 2040 na prihodnem cestnem omrežju. Upoštevana je 1% rast prometa, kar je pravzaprav precej konzervativno. Vidi se, da bi nova cesta bistveno razbremenila obstoječe cestne povezave. Takoj pri priključevanju na obstoječo avtocesto bi strela nekje do 21,000 vozil na dan, v obstoječem omrežju bi jih postalo še približno 13,000, med Velenjem in Slovenj Gradcem bi jih nova cesta sprejela nekje do 9,000, na stari cesti bi postalo še 4,000 vozil. Zdaj, sprejeti prostorski načrti in izdelani projekti, ki so storili kot strokovne podlage, predvidevajo izgradnje 4-pasovne ceste na celotnem odseku med Slovenj Gradcem in Šentrupertom. V okviru naše študije se preverjajo tudi, kaj pomeni izgradnja načrtovanih ureditev po fazah, oziroma kaj pomeni izgradnja 2-pasovnico v prvi fazi in kasnejša nadgradnja v 4-pasovnico. V ta namen so se oblikovala omrežja, kot je razvidno na sliki. Omrežje ena upošteva projekt nove cestne povezave, tudi pri načrtovanju idejnem projektu in obravnava tudi pri umeščanju v prostor, gre za izgradnjo 4-pasovne hitre ceste na celotnem območju. Omrežje 3 predvideva izgradnjo 4-pasovne ceste med Šentrupertom in Velenjem, pa 2-pasovne ceste z dodatnim pasom za počasna vozila na vzpojnih.
Omrežje 3 pa predvideva izgradnjo 2 pasov z dodatnim pasom za počasna vozila na dolgih vzponih, pravzaprav na celotnem poteku med Rupertom in Slovenj Gradcem. Na podlagi teh omrežij so se oblikovali scenariji. Scenarij 1 predvideva takoj še izgradnjo 4-pasovne ceste na celotnem odseku, scenarij z prostorskimi načrti. Scenarij 2 predvideva izgradnjo 4-pasovne ceste med Šentrupertom in Velenjem in 2-pasovne ceste na odseku Velenje-Slovenj Gradec s kasnejšo dograditvijo v 4-pasovnico. Scenarij 3 predvideva izgradnjo 4-pasovne ceste na odseku Šentrupert-Velenje in 2-pasovne ceste na odseku Velenje-Slovenj Gradec brez kasnejše dograditve. Scenarij 4 predvideva izgradnjo 2-pasovne ceste na celotnem poteku s kasnejšo dograditvijo na celotnem poteku. Scenarij 5 pa 2-pasovno cesto na celotnem poteku z možnostjo dograditve po obravnavanem obdobju. Zdaj, predvidoma je, da se v primeru izgradnje 2-pasovne ceste v prvi fazi pristopiti na tak način, da se ob kasnejši dograditvi, da ne bodo potrebne neke rušitve že zgrajenih objektov in komunalne infrastrukture. Zdaj, pogosto se na pamet pač predpostavlja, da izgradnja 2-pasovnega odseka z možnostjo kasnejše nadgraditve predstavlja tudi približno polovico investicije, kasnejše nadgradnja pa še polovico, pa temu pravzaprav ni tako, ne? Določene objekte, predvsem viadukte in predore, bo potrebno v primeru 2-pasovnice z dodatnimi pasovi na dolgih vzponih zgraditi v drugačnem, v širšem profilu, kar predstavlja pravzaprav dodatni strošek v končni investiciji. Že v prvi fazi je seveda smiselno zgraditi praktično celo komunalno opremo, deviacije cest, urediti izvennivojska križanja, urediti odvodnja, odkupiti zemljišča. In v bistvu prihranek se pravzaprav kaže predvsem v objektih, ki jih ni potrebno zgraditi v prvi fazi. Zdaj, če gledamo na hitre te scheme na sliki, črne pike pomenijo, da se neki objekti podporni zidov v prvi fazi ne zgradijo, ki potrebni recimo v drugi fazi. Temna modra pika pomeni, da se zgradi 3-pasovne objekte, to predstavlja nek prihranek investicije v prvi fazi, pa dodaten strošek v drugi fazi. Zelene pike pomenijo, da se lahko izvede le del objekta, recimo samo leva ali pa desna stran viadukta ali predora. Svetle modre pike pa pomenijo preprojektirajo objektov v enovite objekte. To sicer predstavlja nek dodaten strošek, v primeru gradnje 2-pasovnice je pa v končni fazi to pravzaprav ugodnejša rešitev. Zdaj, pri kasnejši nadgradnji 2-pasovnice v 4-pasovnico bi mogli pa pravzaprav dograditi vse, kar v primeru 2-pasovnice ni potrebno, verjetno predvsem za izgradnjo nekih manjkajočih zidov in pa dograditev trase. Zdaj, iz tabele na sliki je razvidno, kaj tak pristop pomeni z vidika investicijskih stroškov po posameznih scenarijih. Zdaj, ta primerjalna vrednost 699 milijonov je projektantska ocena investicije v času izdelave analize. Zdaj, če pogledamo scenarij 5, je razvidno, da bi v primeru izgradnje 2-pasovnice prihranili le približno 23% celotne investicije, kar je 161 milijonov evrov. V primeru izgradnje, se pravi scenarij 4, 2-pasovnice v prvi fazi na celotnem odseku in kasnejše dograditve v 4-pasovnice, ki bi pravzaprav zapravili še dodatnih 52 milijonov oziroma 7,4% več. Zdaj, v finančni in ekonomski analizi se primerja sedanje, primerjalno omrežje brez investicije in primerjalno omrežje z investicijo. V finančni analizi se upošteva stroške investicije, vzdrževanja in na drugi strani stroške prihodke cestninjenja. Zdaj, finančna analiza je izdelana z vidika
lastnika oziroma upravljavca infrastrukture. V ekonomski analizi se prav tako upošteva stroške investicije vzdrževanja, na drugi strani pa prihranke časa in pa eksternih stroškov na modeliranem omrežju. Dodatno se upošteva še širše ekonomske učinke. Zdaj, ekonomska analiza se izdela z vidika države oziroma regije in države, kjer bo koristi. Predpostavljeno je, da bo gradnja odseka končana v letu 2024, obdobje uporabe pa je v tej študiji predvideno 30 let oziroma v letu 2054. Zdaj, na sliki je razviden rezultat finančne analize. Pri izračunu kazalnikov finančnih so upoštevani stroški investicije in vzdrževanja, na drugi strani prihodki zaradi cestnin. Zdaj, v stroških investicije smo že povedali. Pri oceni stroškov vzdrževanja nove ceste so podatki povzeti iz zadnjih dostopnih virov. Pač vzdrževanje znaša približno 30 000 evrov na kilometer na pas. Pri izračunu dohodkov cestninjenja bo pa predpostavljeno, da bi na najbolj premenjenem odseku približno četrtina osebnih vozil dodatno kupilo letno vinjeto za tovorne vozila, da bo upoštevana sedanja višina cestnine na kilometre. Zdaj, razvidno je, da ti finančni kazalniki niso na strani investitorja oziroma upravljavca, tako da finančno je zadeva vprašljiva. V ekonomski analizi so pa tako kot pri finančni analizi upoštevani stroške investicije v vzdrževanje obratovanja, na drugi strani pa se vrednotijo stroške uporabnikov, eksterni stroški oziroma pač koristi za razmanjševanje eksternih stroškov in posredni ekonomski učinki. Pri stroških uporabnikov je upoštevan porabljen čas oziroma prihranek časa. Vrednotenje se izdela po nekih uveljavljenih smernicah. Podatki so prilagojeni za Slovenijo za leto 2016. Pri eksternih stroških so upoštevani stroški, ki nastanejo zaradi nesreč, zaradi izpostavljenosti hrupu, onesnaženja zraka, vpliva na klimatske spremembe in drugih vplivov na okolje. Tudi te stroški se izračunajo po pač uveljavljenih priporočilih. Vemo pa, to smo tudi že slišali, da ima pravzaprav nova cestna povezava po izkušnjah pozitivne učinke na gospodarstvo. Ta severni del tretje razvojne osi bo pravzaprav predstavljal primarno povezavo Koroške in Šaleške regije na slovensko avtocestno omrežje in pomen je bistveno širši od samega projekta izgradnje. To pač govorimo o razvojni osi in je pričakovan razvoj. Zaradi izvedbe investicije lahko pričakujemo izboljšanje prometnih razmer, povečanje potniškega in tovornega prometa, pa tudi pozitivno vpliv na povečanje zaposlenosti. Ta zaposlenost bo pa seveda vplivala tudi na dodatne davčne prihodke. Model izračuna širših ekonomskih učinkov temelji na analizi preteklih podatkov o razvoju na območjih, ki jih je že povezala nova cestna povezava. Pri nas v okviru študije se je analizirala Pomurska regija, Dolenjska in Vipavska dolina. Zdaj na grafu, na sliki so razvidni dolgoročni ekonomski učinki v prevzetem obdobju obravnave. Rdeč graf prikazuje ekonomske učinke na odseku Šentrupert-Velenje, zeleni na odseku Velenje-Slovenj-Gradec, modr pa je prikazuje skupne učinke na celotnem odseku. Zdaj razvidno je, da bi večje učinke prenesel zgodnji odsek, se pravi Velenje-Slovenj-Gradca, to pa na vsak način zaradi trenutno precej slabe povezanosti.
Razvidna je tudi dinamika rasti, pač po prvih letih narašča z neko prejmajočo stopnjo. Se pravi, polni ekonomske učinki se nekako kažejo predvidno nekje po 10. leta naprej. Začnejo se pri 10 milijonih letno, potem po 30 letih, v bistvu normalno območje dosežejo nekje 40 milijonov evrov letno. Ekonomske učinke lahko razdelimo tudi na kratkoročne oziroma začasne in dolgoročne oziroma trajne. Kratkoročni nastanejo v času gradnje in so vezani na povečano gospodarsko aktivnost že zaradi izvajanja investicije. Dolgoročni pa izhajajo iz koristi, ki nastanejo z uporabo nove ceste povezave strani gospodarskih subjektov in imajo pač širši družbeni pomen. Zdaj na teh preglednih kartah se desni lepo vidi vpliv investicije na kratkoročne, na levi pa na dolgoročne učinke. Na sliki, ki prikazuje dolgoročne učinke, se vidi lepo, kako je vpliv porazdeljen po celi reki in sega tudi izven reki, se pravi tudi Ljubljani in Mariboru. Na tej sliki je razviden rezultat ekonomske analize. Stroški investicij, vzdrževanja in obratovanja so pač preračunani s konverzijskimi faktorji. Na drugi strani pa se vrednotijo koristi, ki jih ima družba zaradi izvedbe projekta. Kot smo že rekli, za prihranke uporabnikov, koristi za zmanjševanje eksternih stroškov in pa posebne ekonomske učinke. Zdaj, iz te tabele je razvidno, da so v bistvu ekonomski kazalniki na strani države oziroma regije, družbe pravzaprav. Razvidno je, da je projekt po vseh obravnavanih scenarijih, pravzaprav karkoli naredimo dvopasovno, štiripasovno cesto je ekonomsko upravičen. Zdaj, ker gre pri analizah za operiranje z nekimi okoljnimi podatki, ki izhajajo iz nekih napovedi, obstajajo tveganja, da pohodni podatki niso zanesljivi. V ta namen je bila narejena tudi analiza občutljivosti, ki temelji na distribuciji verjetnosti posamezne spremembe. Zdaj na Y-osi je razvidna kumulativa verjetnosti posameznih sprememb, na X-osi količnik koristi in stroškov. Kontragraf prikazuje scenarij 1, se pravi 4 pasovnice na celem odseku, beli graf dvopasovnico na celotnem odseku. Tukaj pri ena je nekje meja upravičenosti, se pravi vidimo, da pravzaprav ne pri scenariju 1, ne pri scenariju 5 praktično ni verjetnosti, da bi bila da pač izgradnja ne bi bila ekonomsko upravičena. Zdaj, glede na to, da se kaže večja upravičenost investicije za dvopasovnico, kar je nekako logično, ker je cenejše, takoj na začetku, zato smo ocenjevali še druge prednosti in slabosti dvopasovne povezave s kasnejšo nadgradnjo v primerjavi s takojšo izgradnjo. In pravzaprav razen tega, da je povezava cenejša drugih prednosti, pravzaprav isto zaznan, ima pa dvopasovnica več slabosti, kot tudi že omenjen je pač problematična prometna varnost, končni stroški po dograditvi so pravzaprav višji. V primeru, da dvopasovna cesta ne bi bila cestninjena, je to tudi pomeni neko večje tveganje za izvedbo same investicije. Kasnejša dograditev povečala stroške vzdrževanja nove dvopasovnice za čas dograditve štiripasovnica in pa tudi samo pač gradnja pod prometom bi podražila povzročila dodatne stroške udeležencev v prometu. Zdaj, bistvene ugotovitve naše študije so, da se z zmanjševanjem profila državne ceste 4 na 2 pasova
po grobi oceni sami gradni stroški ne znižajo na polovico, ampak se zaradi nujnih ukrepov, ki jih vsakem primeru moramo izvesti, lahko znižajo na za približno 23%. V primeru kasnejše nadgradnje v polni profil nastanejo dodatni stroški, to smo ocenili na okoli 50 milijonov. Ti stroški predstavljajo neke ureditve, ki so nujni za dvopasovnico, v primeru 4 pasovnice so nepotrebne. Zdaj, končna ugotovitev je, da se z upoštevanjem posrednih ekonomskih učinkov, kar je ključno za razvojne projekte, vsi scenariji ekonomsko upravičeni, vključno s takojšo izgradnjo 4 pasovnice. Zdaj, samo še za zaključek, še enkrat poudarjamo, da je praktično edina prednost gradnje dvopasovnice nekoliko nižja začetna investicija. Ob dograditvi to pomeni dodatnih 50 milijonov evrov. Kasnejšo dograditev v 4 pasovnice bi se izvajala pod prometom, kar predstavlja neko tveganje povezano z varnostjo, samim uporabnikov, tudi dodatnimi stroški upravljavca. Z tehničnega vidika in tudi predvsem zaradi večje varnosti je smiselna izgradnja 4 pasovnice na celotnem odseku Šentruperta mimo Velenja do Slovenj Gradca takoj. Edina slabost je cena, ampak je izgradnja še vedno ekonomsko upravičena. Tudi investicija je s tem zaključena in kasneje povzroča nekih nepotrebnih izgubljenih stroškov. To je bilo z moje strani. To, hvala lepa.